Prva točka, ki nama je pomembna, je definicijsko območje. To pomeni, tukaj se vedno vprašaš, kaj je lahko x. To je prva stvar, ki jo vedno pri lastnostih funkcije določimo. Se pravi, prvič, kaj je lahko x? Označimo z veliki D in mali f zraven. Recimo, če je funkcija takole narisana, pa bi bila recimo takole, kaj tukaj ne sme biti x? Ja, samo tale vrednost je kritična, to recimo, da je -4. V takšnem primeru bi napisala, da je definicijsko območje so vsa realna števila -4. Oziroma -4, ker je -4 ni definirano. Recimo, ali pa, če bi imela funkcijo takole, kaj bi bil definicijsko območje? Aha, to bi bila pa vsa pozitivna realna števila. Pri definicijskem območju dejansko gledaš, ali kjerkoli, za katerkoli x, a se kadarkoli zgodi, da če narediš navpično črto, da ta navpična črta nikjer ne seka grafa funkcije. In recimo, tale črta ni črt sekala, zato veš, da pri -4 ni definirana. Recimo tukaj, če bi naredil negativnih x-ih navpična črta, veš, da nikjer ne seka. To pomeni, da zato ni definirana. Če imaš pa recimo funkcijo, ne vem, neko linearno funkcijo, tako, ta pa povsod seka vsaj enkrat. To pomeni, da je definicijsko območje vsa realna števila. Ali pa, zdaj, največkrat je definicijsko območje vsa realna števila. Največkrat. Recimo, če imaš kvadratno funkcijo, ja, tukaj veva, da se to v neskončnost nadaljuje. Se pravi, tudi če bom jaz črto bolj desno naredila, ne moramo reči, da jo ne seka. Seveda jo seka, samo funkcije nisem do tam narisala. V redu? A vidiš, tukaj je tudi definicijsko območje vsa realna števila. Problem pri definicijskem območju se bo pojavil, če boš imel recimo funkcijo koren iz x. Zakaj? Ker ti veš, da tole noter je lahko samo pozitivno število. Da ti ne znaš izračunati koren iz -4 in v tem primeru bi bila definicijsko območje vsa pozitivna realna števila. Eto, druga točka, ki jo imamo, je zaloga vrednosti. Kaj pomeni zaloga vrednosti? Tukaj se pa v bistvu vprašaš, kaj je lahko y. Zaloga vrednosti se označi s črko zf, zaloga vrednosti funkcije. Se pravi, tukaj pa gledaš, kaj je v funkciji dosežen za y. Recimo, če imaš takole funkcijo, tukaj delaš pa vodoravne črte. Če sva prej delala navpične, pa gledala, kje seka, zdaj delava vodoravne črte. Poglej, a vidiš, da sem naredila eno črto, kjer nikjer ne seka funkcije? To pomeni, da tukaj to ni zaloga vrednosti. Zaloga vrednosti je samo do tukaj, to je zadnja črta, ki se dotakne. Aha, dol gre pa skozi, vidiš. Dol pa kamorkoli bom črto naredila, jo bo sekalo, ker se ta črta nadaljuje, ker se nikjer ne konča, ali pa iz te strani tudi. Pa recimo, da je to številka 4, bi potem napisal tukaj, zaloga vrednosti so realna števila od minus neskončno pa do 4. To bi bila zaloga vrednosti. Okej? Recimo, zaloga vrednosti od funkcije x na -2, kaj bi bila? X na -2 je takole. No, pa povej, kaj je tukaj zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti je tukaj od 0 pa do neskončno. Za te y je sekal nekje graf, prej pa ni. To pomeni, y je bil od nekje tukaj gor. Spodaj ni bilo nič definirano, samo tukaj je bila definirana. Zato, spodaj pa ne. No, pri zalogi vrednosti nam lahko precej pomaga,
če določimo, kje je funkcija omejena, bova rekla omejenost. Navzdol ali navzgor ali oboje. Vse je možno, v redu? To je tretje pravilo, ki ga imamo, ne? Poglej, ta funkcija tukaj, ki sva jo narisala, je omejena navzgor, ker je to najvišje, kar pride. S čim je omejena? Rečemo, da je veliki M 4. In cela funkcija f od x je vedno manjša ali enaka od 4. In omejenost pomeni, da ti najdeš eno vrednost veliki M, tako da je funkcija povsod manjša ali enaka tej vrednosti. Če pogledava še, ali je navzdol omejena, se pravi, navzgor je z velikim M, navzdol je pa z malim m. Mali m bi pa pomenil, da obstaja funkcija f od x, ki je povsod večja ali enaka od mali m. Ampak recimo v tejle funkciji zdaj tega ni, ker vidiva, da gre to v minus neskončno, se nikjer ne konča. V bistvu je funkcija f od x postavljena med malim m in med velikim m. Če je pa takšna funkcija, ki ima zgornjo in spodnjo mejo, potem pa rečemo, da je oboje. Rečemo, da je omejena. Recimo, takrat, ko je samo navzgor, rečemo, da je navzgor omejena. Kadar je samo navzdol, navzdol omejena. Se pravi, da obstaja najmanjša točka. Ja, potem imaš naprej, če je pa v obe smeri omejena, pa rečemo, da je omejena, samo omejena. Recimo, funkcija, ki je omejena navzgor in navzdol, je recimo takšnala. Vidimo, da je omejena navzgor, recimo, da je tole 2. Omejena je tudi navzdol, recimo minus 2. Potem bi bil veliki m in bi rekli, funkcija je omejena navzgor za 2. Dol, navzdol je pa omejena z minus 2. In naša funkcija je med minus 2 in med 2. Ves čas. Recimo navzdol omejena funkcija je x na minus 2 ali pa x na minus 4. S čim je omejena navzdol? Z nič. Nikjer ne gre pod ničlo. Tu bi rekla potem, da je m enako nič. In f od x je povsod večje od nič. Vrednost funkcije je povsod večja od nič. Ena omejenost potem tudi lahko določi zalogo vrednosti. Če imaš funkcijo, ki je omejena, potem je tudi zaloga vrednosti omejena s tisto vrednostjo, ne? Če je minus 2 najnižja vrednost, je funkcija omejena z minus 2 in zaloga vrednosti je od minus 2 naprej. Od minus 2 do neskončno bi bila zaloga vrednosti potem. No, potem imamo ničle funkcije. Ničla funkcija je naslednja lastnost funkcije. Kaj to pomeni? Kjer seka os x, torej je f od x enako nič. To je ničla funkcija. Se pravi, da je f od x enako nič. Četrta lastnost funkcije. Lej, ko imamo mi funkcijo, recimo, da je funkcija y je minus 4x plus 1, to pomeni, začetna vrednost je 1, 1 v desno in za minus 4 dol, takole 4 dol grem in pridem do semle in naša funkcija je to. Ničla je točka, kjer seka x os. To je naša ničla. Označimo jo kar s črko n, kot ničla. Ničla ima vedno prvo vrednost neko poljubno, drugo ima pa vedno nič. Ničla je x pa nič. Kako jo izračunam? Tako da enostavno funkcijo izenačim z nič. Se pravi, namesto y, kar je isto kot f od x, napišem, da je to nič. In potem poračunam. 4x je 1 in x je 1/4. Ok? Naprej imamo začetno vrednost funkcije. Kaj pa to pomeni?
Začetna vrednost pa pomeni, če je bilo ničla funkcije, kjer seka os x, je pa začetna vrednost, kjer seka os y. Torej, iščemo f od nič. Recimo, če imam jaz funkcijo f od x je x kvadrat minus 4, poiščem f od nič in je to nič minus 4 je minus 4 in to je naša začetna vrednost funkcije. Kjer seka os y, to bi bila ta točka. Potem je naslednja stvar, imaš naraščanje in padanje. To je 6. Poglej, funkcija narašča takrat, ko ima obliko takole gor. Pada pa takrat, ko gre dol. Dobro, narašča lahko tudi tako ali pa tako. To dejansko iz grafa pogledaš. Če imam jaz recimo takole funkcijo, potem pišem intervale. Recimo, narašča kdaj? Narašča od tukaj pa do tukajle. Pa recimo, da je to minus 5, to minus 3, tukajle minus 2. Zato pa napišem, narašča na intervalu od minus neskončno pa do 3 narašča. Pa unija. Aha, od nič pa do 3 tudi narašča, do minus 3, pardon, pa od nič pa do 3. To narašča. Kje pa pada? Pada pa od 3, od minus 3 pa do nič. Unija od 3 pa do neskončno. To je pa padanje. Naraščanje, padanje. No, potem je še lahko lastnost zapisana, kje je pozitivna in kje negativna. Pozitivna je od minus 5 do minus 2, unija od 2 do 5. Kje je negativna? Tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Okej? No, potem je še sodost pa lihost. Kaj pomeni sodost pa lihost, sva povedala, da pogledava. Za sodost mora veljati, da je f od minus x enako f od x. Lihost pa velja, da je f od minus x minus f od x.